Znamo si med sabo pomagati, si res priskočimo na pomoč, ko nekdo to rabi, in meni se zdi, da je to res ena taka stvar, ki jo vsak razred, sploh nekje v neki srednji šoli, ki gre vsak čez marsikaj rabi. Se mi zdi, da je tudi ena izmed glavnih prednosti naše gimnazije, da smo majhni in se posledično tudi med seboj poznamo, da lahko tudi starejše dijake vprašamo za kakšen nasvet, za kakšen predlog, kako se učiti. Ljudje so mi najbolj všeč, moji sošolci, sicer pa tudi učitelji in tudi pristop učiteljev k temu, da jim ni vseeno, kaj mi delamo, kako delamo. Dijaki in pa profesorji se mi zdi, da imamo bolj kakor marsikaj drugje individualen odnos. Da predvsem zaradi tega, ker nas je malo, se lahko v bistvu profesor posveti vsakemu dijaku posebej, da ga tudi malo bolj osebno spozna. Definitivno je prednost šole v centru Ljubljane to, da imaš vse blizu, lahko greš med odmorom kam jesti, lahko greš na kavo, skratka vse imaš na dosegu roke, tudi če imaš karkoli za opraviti izven šole, lahko še vedno greš, ne vem, po šoli ali pa med šolo in opraviš to, Vsa prvo za bus, postajališča so vsa zelo blizu, trgovine, restauracije, da si lahko greš za jesti, kupiti. Tudi lokacija se mi zdi, da ima velik vpliv na izbiro moje srednje šole, ker imam direktno povezavo od svojega kraja pa do te šole. Jaz sem v bistvu se zelo dolgo tepala gimnazije, potem sem se pa zaradi tega, kar si želim nekoč, oziroma zaradi poklica, ki si ga nekoč želim opravljati, vpisala na gimnazijo, oziroma sem razmišljala, kam bi šla. In takrat smo imeli v šoli neko tržnico srednjih šol in so pač eni dijaki in pa en profesor to predstavljali in se mi je zdelo tako zelo simpatično in sem rekla, mogoče bi bilo pa fajn to pogledati. Ja, bil sem na informativnem dnevu in sem videl, da bi mi to najbolj ustrezala ta šola, glede na pristop in tudi nekako sem že takoj začutil neko vzdušje, tako pozitivno. Za gimnazijo sem se v bistvu odločil, zato ker potem, ko mi je prijatelj, ki je bil na informativnih dnevih, povedal, kako mu je bilo všeč, sem se še jaz pozanimal, če je res tako dober. In sem pogledal vse spletne strani, profesorje, programe in mi je bilo takoj všeč in sem se kar prijavil. Jaz sem prišla na to šolo in kar me najbolj v bistvu fasciniralo, je bilo to, da je bilo vedno ogromno ljudi. Da je bila ta naš oddelek, pa lesna šola, pa strojniki, pa to je bilo horde enih ljudi, ki so se valili in posledično je bilo tako tudi vzdušje na šoli. In ne vem, recimo blazno se spomnim tega, kako sem letela na strojno po Malcu ali pa na tisti lesni oddelek po sendviče, ki so imeli ful dobre, pa pol na naš oddelek dol. Tako veliko je bilo enih različnih vetrov in to je v bistvu delalo to šolo meni zelo fajn. Ja, odnos med profesorji pa med dijaki je tudi jasno, z nekaterimi si se boljše razumel, z nekaterimi slabše, ampak vse zelo sproščeno. Mi smo predvsem naš letnik, jaz pa še par sošolcev se odločili, da hoče imeti šolski ples. Jasno mi je to ostalo najbolj v spominu od vsega. In kar je bilo the best takrat je, da smo se lahko zmenili s profesorji, s profesorcami, z ravnateljico, da imamo mi pač šolski ples. En večer, en petek, v eni učilnici, mislim, da od 6 popoldne pa do 9, 10, nekaj takega. Od 6 do 10, ja. In to je bilo noro. In tako, in smo dali plakate na vse ostale srednje šole, gimnazije. Bili smo samo mi, jasno, na koncu. Ampak bilo je the best.
Pač poslušali so nas, profesori so nas poslušali in hvala Bogu. Jaz sem se na Aškarčevo vpisal, imel sem prijavo na gimnazijo Vič in bi tudi sem hotel iti tja. In pol, ne vem, po nekem čudnem spletu okoliščin, takrat je en prijatelj, ki sploh več ne vem kdo, ki ga nisem verjetno več veliko takrat videl, je rekel, ne, na Aškarčevi so pa sam fajn ljudje, tam pa res sam dobri ljudje hodijo. Sem rekel, wow, zanimivo. In potem, ko sem razmišljal o tem, sem dejansko šel prenesti svojo prijavo iz gimnazije Vič na gimnazijo Antona Aškarčeva in mi ni bilo žal, ker je dejansko imel prav. Tukaj so bili res fajn ljudje, s katerimi smo se povezali in v resnici to je velika večina mojih najboljših prijateljev še danes.